Smo v Spodnjih gorjah. Jaz samo tako povem, ker pač te slike so bile, ker je naš stric šel na ta romanje, ta star stric. Kam je šel na romanje? V Sveto deželo. S škofom Jegličem, 540 ljudi, na ladji, s Tirolijo. Katerega leta to bilo? 1910. 10, ja? Ja. In takrat je nastala kje ta fotografija? V Jeruzalemu. V Jeruzalemu. Ja. In kdo je to fotografiral? En naglič Šmarce tam pri Kamniku nekaj. En edin aparat, ki je bil aparat na steklo in je probal, če bo naratal, in je takole krasno ratal. 540 ljudi se vse držijo pošlihtno kukar. In vse se glave se lepo vidijo. Lepo vidijo. In vi ste to še tudi povečali na večji format, ne? Ja. To je pa to, če primeva. Neverjetno. In se vse lepo vidi. Ja. Tle škof Jeglič, tle gor je, tle od Telehen in naš ta stric. Krasno. V redu, evo. Bom jaz še to lepo fotografiral. Pa poište tam v te publikacije, kako je to bo, ki je bilo zelo atraktivno, ljudje so pa še hoteli iti, sam pa je malo vojska. Škofu Jegliču so pa tudi liberalci veliko nagajali takrat, ki v glih zidal je to največjo stavbo na Balkanu, Škofove zavode, in je pa škofija na bankrotu, on si je pa s takim zaupanjem v božjo previdnost prvošil takole veliko romanje. Prvošil, mislim, upal si. So šli pa... Kako so to potovali, ste rekli? Z ladjo, Tirolijo, ja, s Trsta do Jafe. 5 dni. In seveda nazaj? Ja. Pa peš dol tudi precej hodili. S procesijo, 500 ljudi in pa eto, prvi Slovenc je bil tle z Ribanga, ki je imel novo mašo v Jeruzalemu. Prvi Slovenc, novomašnik, da je novo mašo dol pil. Zanimivo. Ja. Hvala. Bom še tole poslikal zdaj. Zdaj smo pa v Ljubljani, pred stolnico in tudi pred vrati v to stolnico. Vrata so tukaj za menoj, ki jih je izdelal kipar Mirsad Begić. Na teh vratih je upodobljena vrsta ljubljanskih škofov, med njimi tudi Anton Bonaventura Jeglič, glavni organizator in pobudnik romanja v Jeruzalem, ki je potekalo od 2. do 16. septembra 1910. Škof Jeglič je v svojem dnevniku podrobno opisal to potovanje, med drugim je tudi zapisal, citiram: bilo je nekako pol mož, pol ženskih, mladih deklet je bilo kakih 5, mladeničev kakih 6, ostali so bili možje, žene, bolj priletni fantje in dekliči. Največ je bilo posestnikov, en tovarnar, en akademik, en trgovec, duhovno 80, iz ljubljanske škofije nas je bilo nekako 330, iz lavantinske okoli 130, ostali iz drugih škofij, okoli 20 Hrvatov. Konec citata. Skupno jih je bilo torej 540, med njimi so bili po pričevanju Marte Čop tudi Gorjanci. Jeglič nadalje navaja, da jih je na potovanju, kajti potovali so z ladjo iz Trsta do Jafe, precej zbolelo za morsko boleznijo. Bili so tudi precej na tesnem, mnogi so spali tudi na palubi, ker je bilo zelo vroče. Pri tem se mi zdi zanimiv citat, ki ga tudi navajam. Moral sem paziti, to Jeglič poudari v svojem dnevniku, moral sem paziti, da se v neopreznosti niso moški in ženske preveč med seboj pomešali. Ko bi še enkrat šel, bi v tem oziru še boljši red napravil, posebno, ko bi se oglasilo precej mladine. Konec citata. Ko so prišli do Jafe, so jih Arabci s čolni pripeljali do obale, nato so šli železnico do Jeruzalema. Takoj naslednji dan so šli si ogledati Božji grob in ostale znamenitosti v sveti deželi. Jeglič piše, da je bilo izjemno zanimivo, da so bili ljudje zelo zadovoljni in veseli. Ko so odhajali 16. septembra, zapiše, da so jih domačini in vsi
prebivalci tam imeli za izjemno prijazne, da so Slovenci najlepše peli in da niso imeli nobenih pripomb na prehrano. V Trst so se vrnili 21. septembra 1910. Jeglič v svojem dnevniku zapiše: v Trstu so nas mnogi zapustili, Tržačani in Hrvatje, tudi nekaj Goričanov in Korošcev, ki so se odpeljali po državni železnici. Zvečer ob 6:30 smo se pripeljali v Ljubljano. Bilo je mrzlo in močno je deževalo, zato nismo mogli s procesijo v stolnico. Se pravi, to stolnico tu za nami. Ljubljančani so nas lepo dočakali, v brano so peli zvonovi pri očetih frančiškanih in v stolnici. S tem se je to romanje tudi končalo. Zvoni, da se tu romaje,